Na kmetiji Branka Klemenčiča iz Nove vasi pri Ptuju je potekal že tradicionalni 23. osrednji dan Pioneer koruze 2024, na katerem je podjetje Corteva Agroscience hkrati obeležilo svojih 30 let delovanja in s tem tudi blagovne znamke Pioneer v Sloveniji. V podjetju rešujejo globalne težave s prehrano z inovacijami in tehnologijo, tako da v podjetju človeka postavljajo na prvo mesto ter tako vedno iščejo nove rešitve za kmetije in kmetovalce. Vodilo podjetja pa je skrb za trajnostni razvoj. Kot pravi direktor Kerec, je bila v podjetju pot uspeha trnova, pa vendar je bila v teh 30 letih zelo uspešna. Letos imamo 30 let blagovne znamke Pioneer. V letu 1994 smo odprli podružnico Pioneera. V teh vseh letih se je podjetje spreminjalo, preimenovalo in tako naprej, tako da smo sedaj od leta 2021 ustanovili podjetje Corteva, ki je vodilno na področju semen, sredstva za varstvo rastlin in bioloških pripravkov in pa v zadnjih letih tudi na digitalnem kmetijstvu. Danes praznujemo eno lepo jubilej. V vseh teh turbulentnih časih smo v teh vseh letih dejansko na slovenskem trgu prisotni in vedno bolj širimo našo mrežo poskusov. Zato smo danes tudi na enem poskusu pri gospodu Klemenčiču, ki je naš dolgoletni partner, pri katerem imamo vsakih 5 let eno takšno malo večjo proslavo, če bi tako rekel, ali pa javno žetev. Nažalost danes žetve ne bo, ker je pač vreme takšno, kot je. Mi smo že pred dnevi oziroma v septembru poželi to njivo, ker je letošnja sezona izredno topla. Vsi vemo, da je bilo nadpovprečne temperature, zato je koruza dosti ranejša kot v normalnih letih in smo morali pravočasno požeti, če ne bi zdaj že imeli zelo veliko izgub. Drugače pa danes je dan za praznovanje in danes bo pester program, vabimo vse, da pogledajo tudi te naše proizvode kjer drugje. Upam, da bo vreme zdržalo toliko, kasneje pa gremo tako noter v hale, ker bomo program nadaljevali. Nagradili bomo naše dolgoletne poskusnike, 150 jih je skoraj, in pa vsekakor naše zveste partnere, zadruge, kmetijske trgovine in pa jasno zahvalili se domačinov kmetiji Klemenčič za organizacijo, ker je to vseeno en veliki zalogaj. Od leta 1994 pa vse do letošnjega leta so v podjetju imeli 2000 izobraževanj in 2020 poskusov za zrnje in 1297 poskusov za silažo. Vse te silažne poskuse so ovrednotili, vzeli vzorce in analizirali. V zadnjih letih pa delajo tudi analize na lokalnem področju za Kmetijski inštitut. V Cortevi Agroscience ponujajo naslednje tehnologije predelave. Ponujamo semenski del, tega kmetje več ali manj poznajo, to je Pioneerova blagovna znamka, od koruze, ozimne oljne ogrščice, soje. Prejšnji leti smo imeli tudi sojo, potem imamo silirne dodatke, sončnice in pa še kaj bi se našlo. Druga platforma je sredstvo za varstvo rastlin, v njej kaj več ne bi govoril, imamo zastopnika Karsijo in pa tudi več dilerov v Sloveniji, imamo zelo poznane proizvode, v zadnjih letih delamo zelo veliko na bioloških sredstvih, na sredstvih, ki čuvajo dušik in pa podtalno vodo. Imamo en proizvod, En-Log Super. Potem od bioloških je Otriša, ki je zelo pomembna pri vezavi dušika. In pa še bi se kaj našlo na tem področju in pa v bodoče se spogledujemo in pa bomo začeli tudi nekaj na področju digitalnega kmetijstva. Podjetje želi v prihodnje še dalje delovati na slovenskem trgu. Za prihodnje je načrt tak, zmerna rast oziroma delovanje na slovenskem trgu, ker imamo vsekakor na semenskem delu zelo visok tržni delež. Poskušali bomo najti prave proizvode za vsako njivo, to je vsakoletno delo, nikoli se ne neha. Na področju sredstva za varstvo rastlin ob tej novih perspektivi greeninga v Evropi bomo vsekakor poskušali najti sredstva, ki so prijaznejša do okolja, ki jih že imamo in bodo zavzela tudi pomembno mesto v bodoče. In na področju kmetijstva bo na srečo, na žalost, bodočnost je pestra, ker brez hrane ne moremo, bo se pa zelo veliko tega spreminjalo oziroma tehnologije se že zamenjujejo in se bodo tudi bodoče. Po besedah Kereca je pomembno, da v podjetju najdejo nov hibrid, ki je lokalno prilagojen razmeram. Povprečnih splošnih hibridov ni, zato je zelo pomembna ta mreža poskusov, ki jih imamo v Sloveniji. Imamo čez 150 poskusov, od tega je velik del zrnja in pa tudi silaže. In na takšen način najdemo proizvode, ki so primerni za naše razmere. Kmetija Klemenčič trenutno obdeluje čez 180 hektarjev kmetijskih površin. Na poljih pridelujejo pšenico, ječmen, oljno ogrščico in koruzo, katero pridelujejo na 65 hektarjih. V hlevu pa redijo 300 govejih pitancev, ki jih večinoma prodajajo v tujino. O dnevu Pioneer koruze 2024 Klemenčič pove: Mi smo že četrtič organiziramo, pripravljamo take
No, nič ni novega, pač moraš nekaj žrtvovati. Mi smo se že od nekdaj prijatelji z firmo, tako meni nič nečem, neke druge firme, nekaj mečejo vsiliti, neki porvreč, ali jaz sem čisti pioniravac, pravim, in druga ne mislim vsejati. Mislim, da so tudi nasledniki istega mnenja, če glih je to letos, neka afere so bile samo, ne vem. Mi smo imeli, vsako leto, kaj ta sorta obstaja, smo imeli 9, pa nimam problema. Že kaj je bilo tam, mislim, da firma ni tega kriva. Kakšna je bila letošnja letina po mnenju gospodarja? Ne slaba, za nič. Mislim, karuza, še nekako, da samo ni tisto. Pšenice, že dolgo smo ne imeli tako malih predelkov, letos pa vse naredi, tako moraš biti, ne vem. Mislimo, da je bila pozeba v aprilu, druga ne more biti, pa se to ni pri nas, morsikje je to vse posodne. Evropska unija, kot pravi direktor Kerec, je tista, ki zahteva, da se predela zdrava in kvalitetna hrana na naravi vzdržni način, ki pa ga lahko naredi Corteva z njihovimi tehnološkimi sredstvi. V obdobju 30 let so tako v podjetju uvajali nove hibride, nove proizvode in sredstva za varstvo rastlin. Predstavljamo program varstva rastlin, Corteva tehnologijo, kajti samo varstvo pridelave je tudi nekaj več. Ni samo škropivo, ni samo gnojilo, ampak to je skupaj nekih aktivnosti, da iz dobrega semena dosežemo tudi odličen pridelek. O novostih pri sredstvih za varstvo rastlin Srež pove: Mi vsako leto pridemo z določenimi novostmi. Letos smo na tržišče prišli z novim herbicidom Hector Flex. Bolj smo začeli delati tudi na prehrani rastlin, kar smo že omenili. Naslednje leto prihajamo na tržišče z pripravki, nekateri prav biološkega izvora, ki krepijo odpornost rastlin. To so stresne razmere, lahko v suši, preveč vode, prehladno. Kajti rastline so občutljive bilke in je treba omogočiti tisto najboljše. Med množico ljudi smo opazili tudi Janeza Cerarja, predsednika strojnega krožka Radomlja iz občine Lukovica. Povprašali smo ga, kako doživlja praznik Pioneer koruze 2024. Mi imamo strojni krožek Radomlja, imamo ime po reki naše Radomlji in vsak let pridemo na ta dan koruze, tako je v bistvu vseslovenski dan, nas povabi firma Corteva Pioneer in smo počaščeni, veseli, da se nas spomnijo, da se enkrat podružimo, da z drugimi kmeti izmenjamo izkušnje, v bistvu se tudi spoznamo, iz cele Slovenije v bistvu pridemo in je praktično lep praznični dan. Podjetje Corteva bo v ponudbi za leto 2025 imelo kar 6 novih Pioneer hibridov. Prvi je hibrid zrelostnega razreda 180 FAV, to je v bistvu hibrid, ki je namenjen predvsem za naknadne setve P7404. Dejansko hibrid, ki lahko ga posejejo pridelovalci tudi po spravilu ječmena oziroma po spravilu ozimne oljne ogrščice. Naslednji hibrid je P8902, to je hibrid zrelostnega razreda 300. Hibrid bo konkretno v prodaji v naslednje leto, v letu 2025, kot nadomestilo poznanemu hibridu P9074. To je trdozobanka, predvsem namenjena v proizvodnji suvega zrnja. Pridelovalci ga lahko tudi uporabljajo v CO2 silusih, ima izredno kvalitetno zrno in pa dejansko hibrid, ki se je pokazal predvsem zelo dobro v hladnih pogojih pridelave z hitrim mladostnim razvojem. Preostali novi Pioneer hibridi so P9975, P9944, P9967 in P0260. Matjaž Šec ob tem še doda, da so v letošnjem letu v podjetju imeli 75 poskusov za zrnje in 50 poskusov za silažo. Pridelki v samem zrnju so bili letos zelo različni. Odvisno od področja, odvisno od vseh pogojev pridelave, od 6 ton pa vse do 24 ton suhega zrnja. Če boste recimo to vprašali oziroma konkretno lahko tudi posamezni pridelovalci to povejo, v bistvu vsega tega so bili rezultati zelo, zelo različni in prav tako tudi v sami silaži. Je pa res, da je silaža z visokimi sušinami. Mi smo konkretno edino podjetje, ki delamo rezultate v sami silaži in se nekako tudi same sušine gibljajo, predvsem nad 40% suhe snovi, kar je izredno visoko. Je pa zelo pomembno, da v tej silaži se potem tudi
dosega tudi dobra potlačenost same silaže, ker zelo pomembno je, da se iztisne zrak iz sveže mase, ker drugače ni stabilna silaža. Na dnevu Pioneer koruze 2024 so v Corteva Agroscience izrekli zahvalo družinski kmetiji Klemenčič za dolgoletno sodelovanje. Zahvalo za sodelovanje so izrekli še vsem trgovcem, kmetijskim zadrugam in podelili zahvalne plakete vsem sodelujočim partnerjem podjetja. V sklopu programa pa so potekale še nagradne igre in pogostitev z enolončnico ter z volom ob domači glasbi in pijači.